Lep pozdrav, dobrodošli v tem čudovitem atru Slovenske matice v osrčju Ljubljane. Pred slabim letom, sredi visokega poletja, smo prav tukaj realizirali prvi dogodek cikla Matica pod zvezdami, ki ga je zasnovala takratna tajnica urednica Slovenske matice dr. Ignacija Friderc. Prvi dogodek je bil namenjen poeziji, takrat se je predstavljala knjiga Pogovor z duhovnost pesnika Branka Senegačnika, ki je bila letos tudi med nominiranimi knjigami za Cankarjevo nagrado. Z Matico pod zvezdami pa nadaljujemo tudi v letošnjem letu in zelo smo veseli, da je naša prizadevanje pozdravila tudi mestna občina Ljubljana, kajti cikl dogodkov, skupaj jih bo 10, se letos odvija pod njenim okriljem. Naša želja je, da bi z Matico pod zvezdami ta atrij, ta prostor postal prostor srečevanj. Ne samo srečevanj z našimi novimi knjigami, z njihovimi avtorji in soustvarjalci, ampak tudi srečevanj med nami vsemi, bralci in poslušalci, da bi bil to prostor dialoga, sproščenega klepeta, izmenjave mnenj in tudi, oziroma predvsem prostor navdiha. Letošnji cikl Matice pod zvezdami začenjamo s prav posebno knjigo, ki je navdihnjena knjiga, kot bomo gotovo izvedeli tudi iz današnjega pogovora. To je Trboveljska knjiga. Gre za 15. knjigo v zbirki Knjige mest, ki iz različnih gledišč posvetljujejo vidna in tudi bolj skrivna življenja slovenskih mest. Pa ne samo slovenskih mest, ampak tudi mest zunaj meja Slovenije, kjer živijo, ki jih soustvarjajo, ki so jih soustvarjali Slovenci. Zelo sem vesela, da lahko nocoj pozdravim urednika te knjige, avtorja izbora, besedil in tudi slikovnega gradiva, pesnika Uroša Zupana in urednico te knjige, dr. Ignacijo Friderc, ki je danes podaran vlogi izključno urednice knjige z nami, ki bo pogovor vodila. Lepo pozdravljena in želim vsem skupaj lep večer. Lepo pozdravljeni in lep dober večer. Hvala Mirjani za te uvodne besede. Bi jih pa malenkost popravila. Ni samo dogodek Matica pod zvezdami, ampak je dogodek Matica med zvezdami. Danes imamo namreč v naši sredi in počaščeni smo Uroša Zupana. Dragi Uroš, tikala se bova, poznala se že kar nekaj desetletij in odkar te poznam, se mi zdi, da ne bi bilo Trbovelj brez Uroša Zupana in ne Uroša Zupana brez Trbovelja. Kakšen je zdaj ta odnos potem, ko ne samo, da si Trbovelj besedil v svoji poeziji in eseji, ampak ko si uredil to knjigo, v kateri so združena tudi besedila drugih avtorjev, ki so v Trboveljah pisali, ki so bili tam rojeni, ki so jih ustvarjali tudi svoja likovna dela. Izvoli. Jaz pa Trbovelj zdaj, ne. Če 30 let nazaj je bila zadeva diametralno nasprotna, jaz sem rekel, da sem zbežil iz Trbovelja, zaradi tega, ker me okolje utesnevalo in zaradi tega, ker pač okolje ni imelo posluha za tisto, kar jaz počnem. Zgleda, da je najtežji biti, ko se temu reče prerok v lastni, ne vem, vasi, kako se že temu reče. Ampak potem kasneje, recimo kakšnih 10 let kasneje, je pa prišlo do nekakšnega kopernikanskega obrata, sem pa jaz spremenil ta svoj odnos do Trbovelja. Tako da sem precej pisal v Trboveljah, predvsem zaradi tega, ker sem čutil, da se staram in sem hotel ujeti nek občutek nekega statičnega brezčasja, nekih zlatih zajetij časa, ki sem jih čutil kot otrok v Trboveljah. In zdaj, če me sprašujejo ljudje, zakaj jaz pišem v Trboveljah, je to, mislim, tisti najbolj natančen odgovor. S tem, da se zdaj, jaz pišem pač o 60-ih ali 70-ih letih, recimo o 80-ih še tudi, največ,
Ampak zdaj z današnje perspektive, čeprav imajo to pisanje podlago v nekih resničnih dogodkih, ne? Ampak zdaj se je čas tako spremenil, mislim, te navade časa, da se mi zdi, da je tisto, kar je napisano, kar napiše, da sem si izmislil, da to sploh ni, da je fikcija to, mislim, da ni res, no. To je nek na hiter v parih stavkih, ta moj odnos do trgov. Morda pa bi vendarle za še podrobnejšo ponazoritev tega odnosa prebral pesem, ki je Trbovljam posvečena in je tudi v izboru trboveljske knjige. Lahko prosili za to? Tudi se Janiju Novaku proščam že prej. Kje pa je ta pesem? Čisto na začetku je, ne vem, kje je. Jaz sem si določeno listke noter knjigo, če bi kakšne tekste prav, ampak te pesmi nisem imel namen brati, tako da to je pesem, ki je bila napisana, ne vem, 32 let nazaj. 61. No, skratka pa ponazarja pa tisto, o čemer sem govoril na začetku, mislim, ta nek odnos do Trbovelj, tam izpred 30 let in več, 30 in več let, posvetilo rodnemu kraju. Dimniki, kotli v predverju Dantejevega pekla, astmatična sapa starih lokomotiv, električne centrale ustih molok, ustih mutantov, metropolis v nožnici razpotegnjene doline. Kje si Vladimir? Kje si Majakovski, da vidiš fosforescentne možgane krtov, ki glodajo poden pod mojimi nogami? Futuristične vizije, delavsko-človeška diktatura klobiranih strojev industrijske civilizacije, frenetična recitacija Podbevška, zraven pa blagi vzdihi knjižnih moljev, orgazmi akademikov, mrtvi so Kosove levi manifesti, mrtvi, očev rdeče in dobil ključnico. Trbovlje. Bog je mrtev, je vzkliknil Niče in pozabil dodati, da je Bog umrl v Trbovlje, v jazbini, ki je neštetokrat pobila revolucijo. 10 let pred tistim, ko je Hitler postal resnična groza, je dala po pički z dikanjem v našem, 10 let po tistem, ko so vas zavezanimi očmi in zalepljenimi usti peljali v paradiž, so se stresli pred njim. Trbovlje, ponovno rasto avantgarde, Laibach dela denar iz cementnega dreka, Laibach vleče za jajca lesov na občestvu, Laibach diktira modo praznoglavim nekrofilom. Potoval sem skozi Cleveland in Pittsburgh, skozi oko slovenstva in gledal astralno projekcijo svojega rodnega kraja. Nikjer nimam vedel, kaj sploh počenjam tukaj. Hvala. Zakaj sem prosila, da prebereš to pesem? Zdi se mi, da je kot nekakšen manifest tudi tej knjigi, ki si jo uredil. Da pravzaprav pričuje o neki poetiki ali pa metodi, s katero si to knjigo, trboveljsko knjigo zasnoval, gradil predvsem na ni kronološko zasnovana od prvih historičnih zapisov Trbovlja, ampak si gradil svoj izbor predvsem na avtorjih, ki poudarjajo to socialno, tudi revolucionarno, delavsko tradicijo Trbovlja. Tako da z 32-letne distance ta pesem deluje kot postavljanje študenta primerjalnih književnosti, ki dokazuje, da pozna pač dogodke v zvezi s slovensko zgodovinsko avantgardo in pa z določenim tipom književnosti, ki se ukvarja z podobnimi temami. Verzije v zvezi s skupino Laibach so osnovna motivacija, da so napisani, je seveda zavist, ne? Mislim, tako da to je v 80-ih letih pisano, Laibach so bili seveda absolutno glavni, lahko smo jih gledali na MTV-u, imeli so tukaj svoj dvor v Ljubljani, jaz sem bil tam v Trbovljah in se gledal sem nekaj penjati, pogledaj, kako je to. In seveda sem bil zavist in sem napisal te verze.
Kar pa zadeva knjigo, to je mogoče, knjiga je na dveh principih utemeljena, tako ima tudi ta spremna beseda, ki sem jo napisal na koncu naslov. In sicer jaz nisem hotel, da se Trbovlje predstavijo oziroma da delujejo izključno na tem nivoju neke stereotipne predstave o Trbovljah. Stereotipne predstave kot predstave o industrijskem kraju. V bistvu bi bilo najboljše, da bi tle prebral en tale začetek, to je takole, evo, to sem hitro najdel, tem sem gotov, da sem pozabila točala, da vse en vidim. Skratka, to je, Tomaž Brec je napisal en tekst o sliki Rdeči reviri, sliki Jervinov, kjer se ukvarja z genezo slike, s tem, kako je nastala z NSK-jem, z Lajbahi kot osnovo tega. In tukaj je en kratek, v bistvu manifest, dejansko manifest, ki ga je, kakor je meni rekel Roman Varanik, ki si mislim, da ga je Martina, sestre so, ena je pesnica, ki je že pokojna, ena Martina in Tatjana Sojdo, napisala, skratka, tista, ki ni pesnica. In sicer premog in kri, motivi rudnikov Trbovlje, ki oglednijo pod orjaškim bremenom zgodovine, premog in kri. Kri rudarjev, pretočena v simbol, kri slikarjev revolucije, ki so verjeli v svoje delo, organski spoj umetnosti, nove ideologije odrešitve in tako naprej, skratka v tem tonu. Vsem se da je en princip tega, neka stereotipna predstava, ki vlada o Trbovljah. In tudi tista moja pesem, ta prva, ki sem jo prebral, recimo, bi lahko rekel, da sodi v ta kontekst, ta pogled na mesto. Obstajajo pa tudi še neke druge in drugačne Trbovlje. Trbovlje, v bistvu, bom rekel, da so tudi Trbovlje moje generacije. Skratka, Trbovlje kot neko mesto, kot urbano središče, kjer so se pač dogajale podobne zadeve, kot so se dogajale v mestih, v urbanih središčih, ne samo pri nas, v večjih mestih, ampak po svetu. Skratka, mi smo bili generacija, ki je sploh kulturo odrasla. Mi smo bili generacija, ki je hodila na rock koncerte. Mislim, ti skratka, bendi z bivše Jugoslavije, pa tudi nekateri tuji bendi, Trbovlja so bila kar neka točka na tem zemljevidu. Imeli smo kino, imeli smo bazen. Skratka, dogajalo se je življenje, ki je šlo mimo te ustaljene predstave o Trbovljah. Čeprav so bili, recimo, bom rekel, člani naših družin, ali so bili to starši, ali so bili to stari starši, upeti v tisto prvo zadevo, recimo, ali so bili zaposleni na rudniku in tako naprej. In jaz sem hotel v to stereotipno, to predstavo o Trbovljah na nek način razbiti in pokazati v knjigi, da so bile Trbovlje tudi neko drugačno mesto. In večina teh tekstov, ki pokrivajo zdaj recimo ta prvi pol, to so starejši teksti o Trbovljah, recimo, to je najbolj eklatanten primer je socialna lirika, ali tukaj Selišker ali Mile Klopčič, recimo, in pa ekspresionistične pravljice, ki jih je pisal Ludvik Mrzel. Recimo, antipod Mrzelu je v tej knjigi, je pa proza Mire Mihelič, ker Mira Mihelič pa prihaja z nekega drugega okolja, recimo z tega, bom rekel, trgovsko-meščanskega okolja. Ona je v Trbovljah preživela pred svoje otroštvo. Tako da sem jaz tekste, ki so, ampak večina teh tekstov, ki govori o tem položaju delavskega razreda, o delu, o znoju, o krvi, o lakoti in tako naprej, to so teksti, ki so skoncentrirani na obdobje pred drugo svetovno vojno. Imel sem v bistvu težavo, teh tekstov je precej, mislim, ali vsa ta socialna lirika, ali kar sem zdaj naštel, imel sem težavo v bistvu najti tekste, ki bi prikazovali to drugo, ta drugi pol mesta. Ampak sem jih na srečo sem jih najdel, recimo, ti teksti sploh, sem razen teh mojih tekstov, sploh niso bili objavljeni v knjigah, recimo, ampak sem vedel, da moj prijatelj Jani Guna piše eno knjigo o glasbi in me dal to za pripraviti in sem bil navdušen, mislim, da njegovimi teksti. Potem je Aleš Gulič, je pisal neke te kratke, poetične zabeležke v mestu, skratka, to je en tekst. Potem Rudi Špan,
Rudi Špan je bil pa nek, bom rekel, mestni posebnež, ki je vedno hodil okrog po mestu z ploščami pod pazduho. In jaz sem veril, da on napisal roman in da je bil en odlomek romana objavljen v dialogih. In sem šel to iskat, pogledal na kopij, šel iskat in sem pač najdel ta odlomek romana in ta roman je tudi noter. Skratka, je nekaj tekstov, vključno tudi z mojimi teksti, kot ti visokopletene provincialni bazeni ali pa tekstov se Šešarni Zanzibar, ki pokrivajo tudi ta segment Trbove. Ista zgodba je seveda tudi za slikovnim gradivom. Je pač slikovno gradivo, ki je vezano, ki je pač vezano na industrijo, na te tako imenovane industrijske krajine, recimo, skratka nekaj, kar je nastalo z analitičnega kubizma. Potem so tudi tukaj slike, recimo te od Irvinov, pa slike, to kar ta likovni del skupine Najbah, recimo, so pa tudi. Imam pa tudi slike, ki pa kažejo tiste druge Trbovlje, ki so nekako, bom rekel, komplementarne tem tekstom, tem zadnjim, ki sem jih naštel. Skratka, to so pa Leopold Kočeva, recimo, v bistvu on je najbolj, bom rekel, da je najbolj slikov Trbovlje, recimo, čeprav je tudi te industrijske objekte deloma, neka krasna slika te elektrarne z najvišjim dimnikom, ki skoraj deluje pop-artistično, recimo. Ampak drugače pa sliko te določene predele Trbovlje. In zdaj, če ti te njegove slike gledaš, Zoran Poznič, bivši minister, moj prijatelj, enkrat rekel, gledaš, to hoče to sliko, ki kažeš, ki ta štefelaj ima okrog in šel vzeti v šestih, ali takrat se Danit začel pozim, sliko Žabjek, pozim, ampak ta sneg je bil mogoče, če je zapadel, je bil bel ne vem eno uro, potem je že čist cel rato, zaradi vse te onesnaženosti in saj. Rekel, gledaš te slike od končita, prav čutiš, kako ti čevlji ne tesnijo dobro, pa kako stojiš v snegu in kako imaš mokro čevlji. Tako to so tudi ali pa v Drijavca so krasne slike tega bazena in tako naprej. Antonijo Živkovič fotografija, mislim, to tudi spada absolutno v ta kontekst, kako res vidim to, teh drugih Trbov, tega drugega pola, sploh, ker je pač Antonijo približno toliko star kot jaz in dejansko jaz skozi te njegove fotografije vidim prav neko generacijsko zgodbo, kaj smo počeli. Tudi neke slike pa neke fotografije sem dal čist nekih svojih sentimentalnih, prvi zaradi tega, ker so dobre, to drugič pa tudi z nekih svojih sentimentalnih razlogov v knjigo, ker me pač spominjajo na neke prostore, na katerih smo se včasih družili, kjer smo bolj rasli. V bistvu bi rad povedal, kako sem se sploh, ker se mi zdi, da je zanimiva anekdota, no. Mislim, da me boš to najprej na začetku vprašal, ampak zdaj pa kar sam povedal. Kako sem se lotil, mislim, kaj je bil sploh povod, da sem šel tole knjigo delati. Pred, ne vem, kakšnimi 20 leti sem bil na nogometni tekmi na Rudarju. Rudar je igral takrat verjetno že Bundesliga, to verjetno veste, kaj je Bundesliga, to je 5. liga, ne vem, kaj so takrat že igrali, no. In smo stali dol pod pokrita tribuna, potem pa rokometno igrišče, dol smo stali, Rudar nekako ni posebej dobro igral, en gol so dobili, nekdo jim je dal, potem se spomnim, z kornera, krasna žoga za vrtinčena, z kornera, prstna žoga je šla v gol, kot Blaž Sliškovič včasih. Ampak publika, ta Torcida Trbovska, to je navijaška skupina, ki je prevzela to ime, mislim, da ste s Hajdukove navijaške skupine Torcide. Gledate, Rudar je slabo igral, sodnik tudi ni sodil, kako bi mogel soditi, pa sem pa slišal tako, je rekel, pogledaj, kako dela, ne bojo nas fukali, pizda mu materna, pogledaj, kaj počne. Je rekel, ne bojo nas fukali, tule pa ne bo šlo, pa ne grem, mislim, nekako ne. Je rekel, se spomniš 20 let nazaj, igrali smo oziroma Rudar Čukarič, ki mogoče bila druga zvezdna liga. Se se spomniš, kaj smo bili pizdamo, na dol smo ga počakali. Skratka, konc tekme, jaz grem domov in takrat sem kupoval in ekipo in sportske novosti in pač kupim ponedeljek še časopis. 5. stran, ki pokriva Bundesligo, mastni naslov v Trbovljah pred počakanjem pretepli sodnika. In ta podoben občutek. Potem jaz enkrat v konzorciji, pa zagledamo vse te mestne knjige, ne vem, koliko jih takrat, ne. Pač ta prva je bila Ljubljanska, Mariborska in tako naprej. Mogoče so že Slovenjegraška, Tržaška. Prereče, ne.
novijo nas fukali, mislim, pa to pa res ne gre. Mislim, vsak kraj ima svojo knjigo, do Trbovlja ne bi imeli svojo knjigo, to pa nikakor ne. No. Skratka, vedel sem, da imamo neko tradicijo pisanja, ki verjetno se je ta zadeva začela tako, zdaj se nema, se je samo ta spoznavanje narave in družbe bilo komplementarno, recimo tudi slovenščina komplementarna temu. Če se spomnite spoznavanje narave in družbe, kako so nas, ta zadeva se je začela z domačim krajem. Ne? In potem je bilo, skratka, Trbovščica, pritoki Trbovščice, Bognščica, mislim pa Planinščica, vsi ti potoki, ki so se zlivali Trbovščica. Trbovščica seveda se nam je takrat zdela, ker smo bili otroci kot Amazonka, to so pa neki, ali pa Mississippi, to so zdeli neki pritoki. In pri slovenščini sem zdela podobna zadeva, da je bil poudarek pri slovenščini pri književnosti. Ne, ali bo to verjetno že v osnovni šoli, v srednji šoli sigurno, da je bila bolj predstavljena tisti del književnosti, ki je spadal, ki je bil v Trbovljah, ki je bil osko povezan s Trbovljami. Skratka, da smo imeli mogoče malo večji poudarek kot na nekih drugih srednjih ali pa osnovnih šolah, ki je bil po Sloveniji na socialni liriki. Skratka, ker je bilo ali pa recimo, ne vem, plašč od Ludvika Mrzela je tudi bil, ali kaj. Tako da, no, ok, potem moja fikcija mogoče to, ampak skratka, vedel sem, da so neki teksti, ki pokrivajo Trbovlje, pa nekih 20 let nazaj mi pa Aleš Berger, Miran Mihelič tega nisem poznal, mi pa Aleš Berger rekel, daj si preberiti knjigo Ure mojih dni. Takrat je bila neka obletnica, Miran Mihelič na mladinski knjigi niso vedeli, ali ne tiskajo, skratka nek ponatis so hoteli narediti, ne. Potem jaz mislim, da so okolevali nek ponatisnejo ta najbolj znan roman April, ampak so se odločili za Ure mojih dni, za to njeno autobiografijo, ne. In ki sem jaz izbral, sem rekel, Madonna, mislim, ima popolnoma isto koncepcijo prostora, vonjev, svetlobe ima, kot jo imam jaz. Ampak ona piše o času, to sem bral, knjiga leta 2000 je šla ta ponatis, skratka, to sem bral nekih malo manj kot 20 let nazaj, ona pa piše o obdobju 1919 do 1924, ki jo to porožujem. In tukaj so se malo začela vrata odpirati, se mi zdi, ne. Mislim, skratka, nekaj se je začel kazati, potem je bila seveda ta šok, da ima vsak kraj ima pred svojo knjigo, Trbovlje nimajo. To sem dosti razmišljal, to geneza, kako je spod do te knjige prišel. Potem je bil pa Cunjak. Cunjak je rekel, reči ti sem tvojemu profesorju tam s Trbovlje, da imam eno knjigo za njega, ne. Profesor je seveda Aleš Gulič. Aleš Gulič je naredil leta 1978 Šarabanko. Šarabanka je antologija tekstov revirje v pesmi in besedi. Skratka, neka antologija, ki je pa širša, ki pač pokriva celotne revirje, ne pokriva samo Trbovlje, kot ga pokriva tale knjiga. No. In skratka, to se mi zdi, da je en segment tega, da je ta knjiga nastala, vzor za to knjigo, je pa prva knjiga z te serije, pa ljubljanska knjiga. Skratka, jaz sem hotel narediti knjigo, kjer bodo ti teksti bili na nekem nivoju, skratka, teksti dobro napisani. Da ne bo to literarna knjiga, skratka, književnost, kar pomeni proza, poezija, kratke zgodbe, memoarska proza, spomini, ne pa neka domoznanska knjiga. No. To je bilo to. Ker je pa seveda v Trbovljah nabor takšnih tekstov v primerjavi z Ljubljano, kjer so pač vsi ti najpomembnejši slovenski, niti ni pesnik noter, ampak so samo pisatelji v ljubljanski knjigi. Vsak se je, večina njih se je na način ukvarjala z Ljubljano, pa to je to Izidor Cankar, ali je to Vitold Zupan, ali je to Lojze Kovačič, ali so mlajši Kleč Poblatnik in tako naprej, Mate Dolenc. Sem rekel, če hočem pa jaz dobro knjigo na tem nivoju narediti, rabim pa ne, da dam samo po en tekst avtora noter, ampak jih moram dati pa več tekstov. Skratka, tako, da dobim neko zadovoljivo debelino knjige. Skratka, da ne mažem knjige z nekimi teksti, ki bi bili nekvalitetni. No. Skratka, zdaj sem
pravzaprav genezo razložil vsega tega. Nisi razložil samo geneze, skoraj vso vsebino in koncept in vse. Pa vendarle je zanimivo, da so Trbovlje, bi rekla, skoraj usodno povezane ali vsaj zanimivo življenjsko povezan tudi z dvema velikima slovenskima avtorjema, ki si jo tudi predstavil v svojem naboru tekstov. To sta Ivan Cankar, ki je prisoten tako rekoč na dva načina, kot strankarski kandidat v Trbovljah in na drugi svojo izjemno prozo Kurent, kjer takole zapiše. Kurent se je ozrl in strah ga je bilo vsega, kar je videl. Pokrajina pred njim je bila črna in žalostna. Kurent je rekel, tukaj je Bog zaprl dlan, ko je trosil svoj blagoslov. Črno blato je ležalo na cestah, črn prah na polju, na vaseh. Črne so bile vode, črno je bilo nebo. Oblak je visel nad pokrajino in se ni ganil. Ne veter ga ni razmaknil, ne sonce ga ni raztopilo. In drugi avtor je Srečko Kosovi. Ja, Cankar pa Kosove, ne? Kot sem prej rekel, Leko je dal v Šarbanko do Cankare in z Vladotom Kraljem, ki si je tudi Vlado Kralj je profesor moj profesor je bil na primerjalnih književnost, pri katerem sem diplomiral, sva imela pogovor v zvezi s tem, mislim, ali Cankar ja, ali Cankar ne, ali kaj je Cankar, mislim, skratka nekaj komparativistično, bom rekel, že znanstveno skoraj. Vlado je to bistveno bolj resno vzel kot jaz, ne. Je rekel, ja, pa to ne može, mogoče pa to ni to, pa kje so kakšni dokazi, pa kje je kakšno, mislim, dokazno gradivo, da to drži, pa ne može to kar po nekih sklopih asociacij, tako narediti, no. Je rekel, ampak pet pogledat tale pisma Štefki Leflerjevi in potem dejansko pač piše Cankar kot kandidat se pač hodil v Trbovlje, Hrastnik, Radeče in tako naprej. In tisti Cankar, recimo, ki si ti pač Odlomke s Kurenta brala, tisto mislim, da gre dejansko, zdaj bi bilo treba letnice natančno preveriti, kdaj je hodil, kdaj so bila ta pisma pisana, kdaj je Kurent išel, a to drži, a ne drži, ampak meni se zdaj, da je tako evidentna mesta, da so v Kurentu, točno v tem Odlomku, recimo, noter, ne. Ena, recimo, to, ki si začela brati, ampak tudi naprej so mesta, ki pa mislim, da so še bolj evidentna, ker gre očitno za rudnik, za delo v rudniku, za rudarje, no. Tako da sem rekel, da bi pa, mislim, da gre Cankar noter, ampak ta Cankar, ki si ga prebrala, je ta Cankar, mislim, ta nacionalna substanca, to trpene pismo Cankarjevo, tole pismo, mislim, je pa nek popolnoma drug Cankar. Vam preberem ene 3 stavke z pisma. Tebi bo za poročno darilo poslal v usnje elegantno vezano slovensko slovnico. Njegova žena kar ne more verjeti, da tehtaš 75 kil. Ona namreč tehta samo 70 kil. Skratka, Cankar zna biti zabavan, mislim, tako da se res, mislim, da ko vprašaš od smeka vališ po tleh, no. Malo na Tomaža Šalamona, njegova pisma, tole Cankarjevo pismo spomina. Skozi je pa zgodba takšna, ne. Tudi jaz sem v tisti pesmi posvetila rodnemu kraju, ki je pesmi postavljanje zavistnega študenta primerjalne književnosti, pač pisal o tem, to sem poslušal seveda na predavanjih na fakulteti umetnosti, proletarac, to nesrečno Cankarjevo, Kosovelovo zgodbo, to predavanje me je v Zagorju in potem je v Zagorju vstal in prespal na železniški postaji, kjer je bilo mrzlo in je dobil pljučnico in potem se je tej pljučnici še meningitis zraven priključil, je Kosovel odšel rdeče in dobil pljučnico, ne. Skratka, in je Kosovel umrl. Ampak, jaz sem v tej knjigi, so teksti, ki se ne dogajajo samo in zgolj v Trbovljah, ampak teksti, ki ta imaginarij teh prebivalcev Trbovlja, ali pa ki širijo ta imaginarij, ali pa ki, bom rekel, da pokrivajo neke življenjske navade ali pa neka mesta, recimo, no. Ampak Kosovel konkretno. Kosovel v tem tekstu umetnosti proletarec piše o tej socialni liriki, ne.
In noter sta omenjena in Tone Seliškar za zbirko Trbovlje in Mile Klopčič s to prvo zbirko Plamteči okolje. In meni se zdaj to imenitno prednji objav noter pesmi od Seliškarja in od Kosovela ima dan na nek način neko spremno besedo. Skratka, Kosovel ima napisal spremno besedo za te objave v tej knjigi. Da pa razložim še tisto, da se ne vežejo osko na Trbovlje. Eni teksti se absolutno vežejo na Trbovlje, recimo. Eni teksti se pa ne veže. Tisto, kar sem prej omenil, Plašč od Ludvika Mrzela, ne? Plašč je neka kratka vinjeta, stran pa pol dolga, ki se dogaja na vožnji z vlakom od Trbovlja do Ljubljane. Ogromno Trbovčano, tudi jaz sem imel tekst, se pač vozi na te relacije in zaradi tega se mi zdaj primerno, da dam ta tekst v knjigo. Isto je Erwin Fritz najprej protestiral, ki sem ga dal v knjigo in sem dal v knjigo neko njegovo pesem, ki se dogaja v teh hribih nad Trbovljami, Marija reka, Kali in tako naprej. In potem sem mu napisal dolgo pismo, sem rekel, pogledajte, mislim, ta zadeva obstaja v imaginariju Trbovčana. In Kali in Marija reka. Po Marijo reko so nas peljali v srednji šoli, tam se je pod neko skalo reverska četa skrivala noter. Sem rekel, nas so te peljali, sem rekel, to je v imaginariju tudi prebivalcev Trbovlja, ne samo tistih v prevodu. Isto Kalo, recimo. Pa tudi piše se v Kalu, recimo, v Kalu piše tudi, ne vem, ta znameniti komuniste Volski Mihan Verenko, kako so se dobivali, recimo ti komunisti so se srečevali po hribih, ne, in včasih je mogel prehoditi, en sestank je imel na Kalu, drug sestank je imel na planini in to mogel obdelati v enem dnevu, ne, mislim, tako da je hodil, ne vem, 8 ur je hodil samo po hribih se potja, ne. Skratka, ampak to spada v, vsaj kako sem si jaz to knjigo predstavljal, tudi spada v ta imaginarij Trbovlja. Ja, načel si že tako rekoč tretji sklop besedil, ki jih si izbral v svojo trboveljsko knjigo in sicer besedila namenjena revolucionarnemu uporu, krepitvi delavskega gibanja v Trbovljah. To je recimo objavljanje zapisnih zaslišanja v Lunašu pa spomini Mihe Marinka. Je pa še četrti sklop, ki si ga namenil Trbovljam in to je, kot bi rekli, la vie quotidienne, vsakdanje življenje, ki pa je značilno za to socialno okolje in sicer si tega predstavil predvsem skozi gastronomijo. Kaj je to, Uroš, recimo Funštrc, Grenadir Marš? Znaš vse to pripraviti, ne samo opisati? Znam, seveda. Zdaj si ne spomnil v bistvu na eno zelo pomembno komponento, ki ga je roman zapustil. Ko smo se z Lekotom, z Guličem, se tudi dosti govorila o geniji, mislim, skratka, kako je bila ta knjiga sestavljena, je rekel, Leko, pogled, je rekel Jana Mlakar, Adamič, ki dela v muzeju v Trbovljah, je rekel, ona piše odlične te etnološke tekste, ki so zdaj v različnih knjigah, ne. In je rekel, dej si ti to preberi, ne. Skratka, da nimaš ti samo književnosti noter, pa memorialistike, pa tako je rekel, preberi si te etnološke tekste. Res jaz grem to brati. Prvo knjigo dejansko, ki sem imel, je bila kuharska knjiga Teknilo na meni, kjer so vsi te recepti noter, ne. In potem pa piše Jana o, ne vem, o prehranjevalnih navadah, o higienskih navadah. In jaz sem te njene etnološke tekste porabil kot, skratka, literarni teksti so kot neki zidaki, neki cigli, ne. Ti etnološki teksti, ki pa dejansko, skratka, z vsemi fakti in dejstvi in opisi korespondirajo z dejansko to resničnost, to je zares bilo, ne. Tudi verjetno so ti literarni teksti, je to zares bilo, ampak tisti je šlo skozi nek filter imaginacije, skratka, pa nekako povezujejo in lepijo skupaj te literarne tekste, ne. Recepti so pa specifični, mislim, so ti recepti, jaz sem mislil, da sem kakšno revolucijo bom v tej knjigi naredil s temi recepti, ne, potem sem šel v druge mestne knjige gledati, sem videl, da ni to revolucija, da se je že to nekdo pred mano spomnil, ne. Tako sem rekel, super rekla, pa Kosovo manifest, naslednji tekst bo pa recept za Funštrca, pa za Reglet, no.
ampak vsem dobro delujejo v knjigi. To so neke preproste ideje, mislim, ki niso komplicirane, pa ki ne bi bile koliko toliko nasitne, recimo. Je pa zanimivo, mi je rekla, Katja, pa kakšna sladica? Jaz ne vem, sladice se pa nisem spomnil, ne. Sem pozabil na sladico, kjer je pa kompot, mislim, kjera sladica je, recimo? Kompot, ne? Škrince, ne, se nismo škrince trgovali delali, kompot smo kuhali, no škrince pa nismo delali. Škrince smo kupovali. Ja, mislim, zanimivo je pa nekaj, ne? Andrej Blatnik je vedno, ko so v Frankfurt na knjižni sejem hodili, rekel, gor imamo eno specialno etiopsko restauracijo, rekel, vsak let gremo to etiopsko restauracijo jesti, ne? Pa sem pa rekel, gledajte, spokoj smo pa naredili to hrano, ki smo jedli kot otrok, ne? Skratka, regrat, vonštrc, ne vem, Matevš Kocelje, res tako prijetno. Verjetno tudi zaradi nekega čist prustovskega efekta, ker me ta okus, ki tam, ki v usta ne spomnim na neke čase, ko je bilo življenje bistveno manj komplicirano, kot je komplicirano zdaj. To je to. Spregovorila sva zdaj tako rekoč o vseh segmentih, temah, ki si se jih poskušal s svojim izborom dotakniti. Zdi se vendarle, tudi Kosovel v tem svojem tekstu, ki si ga omenjal, zapiše, tako se stekajo ravno iz vrst delavskega ljudstva življenjske sile v človeško družbo. Zakaj bi delavci vseeno, ako kmetski, tovarniški ali intelektualci ne mogli ustvarjati lastne duševne kulture? Kulture, ki bi temeljila v trdem delu in življenjske borbi, ter bi oznanjala svetu nov vrelec elementarnega, svežega življenja. Vendarle se zdi, da tak način pisanja, kljub temu, da nas označuješ, da smo stereotipneži, ki na tak način trboveljsko umetnost dojemamo, prevladuje. Pa vendarle, ko prebiramo te tekste podrobneje, se zdi, da je ravno zaradi tega težkega socialnega življenja rudarjev v tem prostoru bilo spraševanje o Bogu toliko bolj na nek način tematizirano. Recimo, ko preberemo Cankarjevo, ta odlomek iz Kureta, kjer piše, Bog je tu zaprl svojo dlan, ti zanikaš Boga skozi Ničeja, Bog se pojavlja, bodi si kot kontradikcija celo na Lajbachovi, na sliki Lajbachov, ki smo jo uporabili tudi za naslovnico, ta kontradikcija med rdečimi revirji in črnim križem. Skratka, na nek način delavska umetnost, ki vendarle išče tudi neke nove duhovne temelje. Dvomim, da znam jaz na tole vprašanje odgovoriti, mogoče Petra Mlakarja, mislim, da se bilo to napisano, da je Peter Mlakar znovu to natančno povedati, mislim, kakor jaz sledim, kaj počne, tako da je v tem kontekstu nekom bogoiskateljskem se pa mislim nikoli, mislim, ti nič razmišljal o tem. Zdaj, če začnem tukaj nekaj špekulirati, se lahko sramotim in se ne bi rekel sramotim, tako da mogoče bi Peter lahko kaj povedal, tako da bomo prepustili besedo čimprej tudi publiki. Še nekaj, kar si že tudi samo omenil, z nečem pa so še povezane Trbovlje iz mojih spominov. To je na nek način železniška postaja vlak, ki vozi mimo, tudi sam posvetiš pesem večernemu vlaku, bi jo morda delil z nami. Mislim, sem konco ta zadnjo pesem v knjigi, ker bila Čarobna dolina, no, ne večerni vlak. Tudi tisto. Ne, ker se fino tako pride in noter je, mislim, kar zadeva likovno gradivo, mislim, da je osnovni slikar v knjigi Janez Knez, seveda, ne, ali za svojimi slikami, ali pa s temi slikami, ki so jih nadgradili, ali Ervini, recimo, ali pa Lajbachi, ne. In noter v tisti pesmi je in
Janez Knez nastopa in Rudi Špano, katerim se pregovor lahko preberem. Večerni vlak. To je Sextina, to je ena zelo zanimiva forma pesniška, kjer so te besede, ki so na koncu verza, se ponavljajo skozi celo pesem v različni kombinatoriki. V zraku pisk večernega vlaka, poletje se drobi na drobno ogledala, počasno zeleno reko raznaša veter, železniški pragovi so zasneženi s prahom, med drevjem natrgani snopi sonca, v smeri pogleda, kamion, za hrbtom, Trbovlje. V sanskih ponovitvah zapuščam Trbovlje, na vedno istem rdečem poljskem vlaku, zagrinjam si zavese, ker mi sije sonce, za vrati stranišč miruje ogledala, njihove robove prekriva zlati prah, skozi ozke špranje ga prinaša veter. Moje misli meša izmišljen veter, miroval je, ko sem bil v Trbovlje, a od ceste se je vseeno dvignil poletni prah. Glas napovedovalca je najavil prihod vlaka. V čakalnici so ženske zaman iskale ogledala, zvok na tirih je bil podoben jeziku sonca. Zavijamo, izginja in temni sonce, in doseže ga več šibki veter, čeprav je vztrajen, ko raste s površino ogledala. Nemogoče je iz življenja izriniti Trbovlje. Naj še tako zapuščam v starodavnem vlaku, očiščenem, a pokritem z bagrenim prahom. Pred očnimi pleše legice prahu, vidne so, ker se je vrnilo sonce in je smer spremenil drgrajoči vlak. Pri tem ga ni oviral veter, ne ustnice, ki venomer ponavljajo Trbovlje, kot bi se oglašale iz žepnih ogledal. Ko enkrat odideš, se sprazni ogledala, namesto tebe se vanja gleda prah v tvojem kovčku postanejo Trbovlje. Še vedno se jih dotika pozno sonce in drevesa nad njimi sprehaja večerni veter, ki ga je že pozabil večerni vlak. Vlak nima voznega reda, v njem so tisoči ogledal, veter piha skoznja in preganja prah, polnočno sonce sije na Trbovlje. Hvala, Uroš, zakaj sem želela, da prebereš to pesem. Zaradi metafore prihajanja in odhajanja, ki je tu tako čudovito prisotna, tudi asociativno na Župančičevo znamenito pesem bila. In ta metafora prihajanja in odhajanja, približevanja in nekako odtujevanja, da lahko na svoje rodne Trbovlje pogledaš z vseh perspektiv, je morda celo nujna, da lahko o njih reflektiraš, pišeš tudi v svojih esejih. In ena druga metafora je še, ki je značilna za tvoj pogled na Trbovlje in ki je tudi prisotna v tej pesmi, to je prah, ki ga ti skozi podobo sonca, osončenih, užarjenih Trbovelj, doživljaš ne kot črni prah, kot ga je predvsem Cankar, ampak pogosto kot zlati prah. To je Leko ima tudi tekst noter, kratki poetični tekst o Trbovljah, ki ima tudi ta zlati prah noter. In ga je Marko Borjazanič, ki smo imeli intervju na radio, ga vprašal, je rekel, poglej, jaz sem nekaj zlatem prahu, potem še Leko, in je rekel, neka določena svetlova, pa ki so te hiše, te kasarne, ti hauzi, kot se reče, so noter na Antonijevi fotografiji, je rekel, ki pride neka taka svetlova, neka ura, dejansko ti objekti delujejo, kot bi bili posuti z nekim zlatim prahom. Jaz dodam še neko bakreno rjavino, ki je spet neka rjavina, ali me to asociira, ne vem, železniški pragovi, tisti pesek, kamenje med pragovi, ali so to te fasade teh tovarn, recimo. Skratka, tako dve barvi se mi zdita, da sta prevladujoči
mogoče seveda tudi preceljeni skozi neko mojo domišljijo in s tem še bolj poudarjeni, no, ampak čisto ob nekih določenih trenutkih, verjetno ob teh saj zame najlepših dnevnih trenutkih, ko imamo občutek, da vse stoji, recimo, to je recimo ta čas, junij, skratka od 20. junija in te večerne ure, recimo, ne, ki je dolgo dan. Tukaj se mi zdi, da bi lahko, če bi šel gledati, pa iskati, pa sem to videl, da sem pa mogoče sanjal, recimo, da so bile te barve, da je bil ta prah. Ampak zanimivo, lekaj povedal, če si se zadeval, rekel, to so tako vidni, to je tako, bože nekaj na tem mogoče. In skozi to podobo smo prišli do čarobne doline. Izvoli, Uroš. To mislim, da koliko leti že nisem bral, zadnjo v Krakovu pred leti. Čarobna dolina, pesma je pisana po Česlavu Milošu. Česlav Miloš je poljski nobelovec. On je pa napisal Čarobno goro, ampak jaz sem kulturni kontekst zamenil in vse te zadeve. Tako da je vezano na Trbovlje in na mesto, na prebivalce, na resnične ljudi, ki jih nažalost ni več, ki so se neko preseljenem prikazni. Ne vem več, kdaj je umrl Janez Knez. Je bilo to lani, mogoče pred 2 letoma. Niti ne, kdaj je umrl Rudi Špan. Z Janezom sva redko govorila, a zdelo se je, da je bil nekdaj tam, nesprijaznen s krajem, kjer je pognal korenine in kjer so si letni časi vedno sledili v pravilnem zaporedju. Težko je reči, kaj je sanjal. Mogoče lepteča drevesa, videna skozi blede barve akvarelov, ali pa od rumenega zraka odluščene industrijske objekte, ki jih je urezoval linolej. Knez, izviral je iz Dobovca, vasi pod Kumom, in imel se je za Komljanca. V 60-ih smo bili sosedi in njegova podoba slikarja skozi obradico je name naredila močan vtis. Rudi Špan pa je bil velik poznavalec glasbe. Na vsako, tudi najkrajšo pot po mestu, je sabo vzel nekaj long playing. Avgust je topel in miren, julija gozdovi potemnijo, ko jih mimogrede nagovori blagi mrak, lastovke v septembru krožijo okrog daljnovodov, preden se preselijo v podsaharsko Afriko. Oktobra listavci tekmujejo o razkazovanju v baru, potem odvržejo obleke in razgaljeni kljubujejo zmrzali in januarskemu mrazu. Le iglavci, više v hribih, vse leto vztrajajo ogrneni v svojo temno zelenino. Janez je imel prav. Nemogoče se je bilo pomiriti s tem krajem, rešiti svet, če si ostal. Nobene slave ni bilo in vsi napori so bili obsojeni na propad, na zlaganje kitic čričkom, skritim v visoki travi in delavcem, ki so vsako jutro v kolonah vstopali skozi temna vrata temnih tovarn. In potem je minilo. Kaj je minilo? Življenje. Dolgo sem skrival svoje poraze, a zdaj me ni več sram in prenehal sem bežati in se pretvarjati, da sem nekdo drug. Z besedami vztrajno rišem le še to dolino in s poznim soncem ožarjeno gozdnato pokrajino nad njo, v kateri sem omamljen od pričakovanja nekoč stal. Spoštovani akademski slikar Janez Knez, spoštovani poznavalec glasbe Rudi Špan, spoštovani pesnik Uroš Zupan, ki je odmiroval v davnih podobah. Sonce zahaja, hladni dnevi počasi ugašajo zunaj in na koledarju. Lastovkam se je selitev že prelomila na polovico. Na čarobno dolino pa tihi večerni zrak neutrudno vznanja, da se bliža še ena pomlad. Hvala Urošu Zupanu za to napoved pomladi, za iskanje novih podob Trbovelj v času, ko so se rudniki zaprli, iskanje novih identitet mesta.
Prepričani smo, da je trboveljska knjiga eden od načinov ali pa ena od tistih govoric, ki vodi k temu iskanju, ki nagovarja k odkrivanju novih izzivov in navdihov. Prepričana sem, da smo vas danes nagovorili prav s tem, da Trbovelj ne bi bilo brez Uroša Zupana v literarni podobi in ne Uroša Zupana brez Trbovelj. To je danes s tvojim branjem, s tvojo poezijo še toliko bolj prišlo do izraza. Vsekakor pa trboveljske knjige ne bi bilo brez številnih avtorjev, dedičev avtorskih pravic in drugih, ki so bili pripravljeni dovoliti objavo besedil, likovnih del in tudi stripa, seveda, Lucije in Damjana Stepančiča, to sva pozabila, in naj se vsem tem na tem mestu iskreno zahvalim. Seveda pa velja največja zahvala Urošu Zupanu. Jaz se pa tebi zahvaljujem, ker si bila pripravljena vzeti to knjigo v program. Še bolj pa mogoče, ker se ne ti, ne predsednik Matice nista nič mešala v moj uredniški koncept in sta mi dala proste roke, da sem knjigo lahko naredil takšen, kakšna je. Hvala lepa. Hvala, Uroš. In hvala vam, da ste prišli danes in počastili izid trboveljske knjige, ki jo bomo predstavljali tudi v nadaljevanju, upajmo, da čimprej tudi v Trbovljah. Hvala lepa.